Lep pozdrav. Poznate tisto, ne? Najprej se čisto dobro počutite, potem pa ste v bližini nekoga, ki smrka, kašlja, naj bo to prijatelj, sodelavec, kakšni otročki in tudi sami obležite v postelji. No, če bi imeli dober imunski sistem, se to ne bi zgodilo, ne? Fitoterapevti oziroma poznavalci zdravih rastlin pa še kako dobro vedo, kako se lahko sami doma tudi zaščitimo in si ukrepimo imunski sistem. Zaradi tega je z nami gospod Jože Maješ iz kmetije Plevica. Brez gospod, ne? Ja, pa Majes. Majes. Ja, tako je. Ja, res je. Vi ste rekli, ne, da ste že tudi takole, bom rekla, decembersko doma okrasili doma, ne? Ja, smo. Zdaj trenutno imamo samo en ta laserski razpošilnik. Še v konec tedna pa že bomo postavili tiste smrekice, sankice, jelenčke, kaj jaz vem, Dedke Mraze, Božičke. Naša hiša je res okrašena cela, ne. No, ampak rekli pa ste mi nazadnje, ne, kaj vse naredite zjutraj, preden vstanete. To oddajo si lahko tudi pogledate na YouTubeu, Jutro s Kozmiko. Ampak gospod Majes, kaj pa še je kaj takega, kar bi nas lahko naučili, kar mogoče niste vedeli, ne vem, v mladosti pa ste se zdaj znanjem, ki ste ga pridobili, naučili in kaj izvajate? No, prva sveka, da ne bomo se zmerjala z gospodom. Ja, no, ja, že v sekundi pozabim. A vidite, pozabim in vi imate zame danes tukaj že nekaj za spomin. Bova to pol povedala. No, kaj naredim zjutraj, jasno, tiste stvari kot prvo pogrgram timijanovo tinkturo, to delam že, ne vem, 13 let, da ni prehladov. Ampak zadnjič me je ulovilo in sem skoraj prišel v dober glas, ampak sem v enem tednu se zopet spravil nazaj. Jasno, potem si podrgnem roke z mrzlo vodo, to vse, če imam čas, se še malo poknajpam, ne. No, potem se lotim mojih požvešnikov, ne, ker imam psička, muco, zajca, ovnača, morskega prašička, to je se treba nahraniti zjutraj, preden grem jaz jest, ne. No, potem gre tisti ritual, ne, česnova tinktura, v dejci vode, čajna žlička tinkture. Česnova tinktura. Ja, česnova tinktura zaradi čiščenja ožilja, teh holesterolnih oblog. Potem vzamem še kako olje pegastega badla, preventivno za jetra. To imate vse sami, ne? To je vse naše, ne. Potem še kak sirup za spomin tudi, to se pravi, da ne, se veste, ponavadi je tako, ne, da zvečer, če te nekdo vpraša, kaj si pa za kosilo imel, pa ne veš povedati, ne. To se pravi, da tole malo ukrepimo, potem moram zakuriti kmečko peč, no in če tole gledava, kot ste mi prej govorila, kako je vaša babica, ne, ali mama, uporabljala te razne fitness naprave, tega meni ni nič treba. Ne fitness naprave, sama je doma, ko je vstala, predno babica je takole delala z nogami, zaokrožila, ker je rekla, da si mora prekrvaviti telo. In jaz potem rečem, gospod Majes, Jože, ali lahko poveste za naše gledalce, kaj pa vi naredite kaj takega, pa ste se naučili od svojih staršev ali pa, ne, starih staršev? Ko bi rekel, jaz nič ne delam tega, ne, niti z nogami ne drgnem, ker imam toliko skakanja okoli hiše, ne, potem moram hitro samokolnico leteti po drva, da zakurim kmečko peč, še na uro telovati vsako jutro. Ne, že v tejle prvi sekundi sem pozabila na ta gospod, ampak res imam tako spoštovanje, ne, in ne gre. In pa imam pa tukaj pred seboj, ne, tudi sirup spominček, bi že to morala začeti jemati. Ponavadi v teh letih ne, ampak z leti pa čisto po naravni poti spomin peša, ne. Odvisno zopet. Eni imajo še pri 100 krasen spomin, ne, drugih pa že pri 50 začne pešati, ne. Tale sirup spominček je tudi vaše delo, ga bova zdajle predstavila, ne, ker ste, ampak bi pa prej samo povedala, da pa ste v bistvu dali tudi posebej za našo oddajo znižano ceno, ne. Tako je. Tako da drugače je v bistvu redna cena 32,60, zdaj pa ste ga ponudili za 29,90. No, zraven ga še čisto eterično olje rožmarina, kajti vemo, rožmarin za spomin, ne. To nisem vedela, mi boste povedali, priznam. No in to recimo vzamemo eno jušno žlico zjutraj tega sirupa, po
pijemo, in pa rožmarin, pa ali ga nakapljamo v vodo in inhaliramo, ali imamo inhalator, ali pa samo, to se pravi, v vročo vodo, damo par kapljic, se pokrijemo z brisačo, recimo čez vedro, ne, in dihamo. Ampak zakaj uporabljamo konkretno? Ali ni samo za spomina, je takrat, ko imamo, ko nam odpornost pade, ali zakaj se uporablja torej rožmarinova esenca oziroma olje eterično? Poglejte, rožmarin je znan, da širi, to se pravi, širi žilice v možganih, kapilare, tudi, ko bi rekel, uničuje škodljive celice, tako da se veste, kako je, ne? Če možgani, ki so izredno občutljivi, ne dobijo, to se pravi, dovolj hrane, da so žile že trde, ne, da se zaprejo kapilare, potem pač odmrl, ne, te naše sive celice. In rožmarin je super za to, da jih razširi in da dobijo možgani hrano in potem tudi dobro delajo. Ne? Priznam, da nisem vedela, ne, tako da... Ja, se ste še mlada mrzka, sem te še naučila, ne, to. Že moja mami reče, veš, vsako leto ti veliko prinese, ko boš pa toliko stara, ko mi, boš pa še kaj več vedela kot zdaj. No, sej, glejte, nič novega ne bova pogruntala, tako je pa življenje. Ne, mi boste tole povedali, kako ste naredili prav ta sirup, prav pridelava me zanima, ker smo dobili od vas tudi zelo zanimive fotografije in mi je res zelo zanimiv postopek, ampak preden mi poveste. Prvo je treba narediti sladkorno osnovo. To se pravi, damo liter vode, pa damo 100, ko bi rekel, kilo trsnega sladkorja. Mi vse uporabljamo ekološki sladkor. Potem to vremo približno 1 uro, da gre čim več vode ven. In če gre voda ven, sladkor, pa vemo, da je konzervans. Bomo dali še slike zraven? In v to potem pa stisnemo močan poparek. To je tole, kar vidijo zdaj gledalci. To je zdaj sirupna osnova. Osnova. Ja. No, jaz sem to delamo po zimi. Poleti, spomladi delamo lahko tudi plastne sirupe, ne, se veste, plast sladkorja, plast smrekovih vršičkov in damo na sonce in se fermentira, ne. Zdaj pač delamo takole, ne. No, potem pa glih pri telem sirupu za spomin, ne, damo pa skoraj 50% rožmarina. Kaj pa je tole, kar vidijo z gledalci? To je sladkor. To je še sladkor, bomo šli naprej, ja? Ne, tole, ki je osnova, ki je že not precejeno, je pa prah ginka. Ginko biloba. Ja, ampak to ne poparimo. Poparimo pa mi rožmarin, potem imamo dobro misel ali origano, potem damo noter šipek, potem damo noter cvet ajde. Ja, to bova tudi povedala, zelo zanimivo. In vse to poparimo, recimo tega je 100 gramov, in poparimo z malo vode. Tako da ni preveč vode, ker voda spet, ko bi rekel, ni konzervans, ne, in bi nam tak sirup zavrelo, ne. No, in ko to potem stisnemo z močno stiskalnico, to, kar poparimo, recimo čez 5 minut, in ta čaj umešamo v to sladkorno osnovo. Potem pa damo še prah ginka. Tale ginko, ne, sem šla gledati. Ja, ginka biloba, ne, ginko je... To je, sestavina, ne. To je najstarejše drevo, ne, preživelo je dve te ledeni dobi, ne. Pri nas ga imamo lepega ginkovec. 200 milijonov let sem našla podatek, da v bistvu da najstarejša živeča vrsta, pa celo posamezna drevesa živijo 1000 let. Ja, samo to je ginko, nezanimivo, čeprav ima tiste pahljačaste liste, ne. Ne poznam, ja. Ampak ginko je iglavec. In mi normalno, preprosti ljudje, ki ne obvladajo kemije ali nimajo za to priprav, iz ginkovih listov ne morejo narediti zdravila, ne. Zato, ker je treba 50-kratni koncentrat, pa še en glikozid je treba ven spraviti. To recimo v Krki delajo, ne. In zato mi bolj ajdo uporabljamo za elastičnost ožilja. Ginko pa tudi dela elastičnost ožilja. In kaj je to? Primer, ne, če poznate srček, ne, ko pritisne iz prekatov kri ven, ne, se žile, če so elastične, se razširijo. Ne?
Če so pa toge, to se pravi, da niso elastične, elastične žile dela pa rutin, recimo, ki je v ajdovih cvetovih. Ne? In prvo, kar je, če vi uživate tam ne 4-krat na leto ajdo pa šipek, ki je šipek pa na rutin in rutazid, ki sta v ajdi, ugodno deluje. To se pravi, simbiozno delata. No, in če vi takšen čaj pijete, imate zelo malo možnosti, da vam bo počela žila v možganih. Aha, zakaj? Ali tudi za te žile dovodnice v srce. Ne? Čakajte, da si jaz to... Toliko zanimivih stvari mi poveste, da si moram zapisati oporne točke, da potem lahko izhajava. Samo da dovolite, da povem torej vse v tem, kar vi zdaj govorite, torej v tem sirup spominček, kateremu se bova še vrnila in kamor sodi tudi tale eterično olje rožmarina, lahko kupite po ceni, ki je seveda ugodnejša tekom naše oddaje, to je 29,90, drugače stane 32,60 evrov, pa imate na voljo tudi pasto, ki jo bova še predstavila, ki pa je 45 evrov tekom naše oddaje, drugače 49, da ne bova skakala, se bova še potem vrnila. Telefonska številka pa je 070 678 142 in pa 031 304 970. Ti dve številki boste ves čas na zaslonu tekom oddaje, tako da si lahko pribeležite. Vi ste prej omenili, torej tole izvleček ajde, ne? Rožmarin. V bistvu avtisti, ne, pa hiperaktivni otroci naj bi v bistvu uporabljali tudi ajdo. In sem jaz vprašala vašo hčerko Vesno, a ajdo je potrebno jesti? Pa ona, ne, Mojca, to so listi od ajde, ne? Cvetovi. Cvetovi, ja. Ja, ajda pač kot žito, ne, čeprav ni to prav žito, sicer spada v rod trav, ne, ampak bolj, ko bi rekel, je iz rodu bukovnic. Bukov, ne, ajda. Ne, in pač odlično ajda, se veste, kruh, ne, ajdovi žganci, palačinke iz ajde. Ja, to poznamo, to je super, ampak rutin se pa nahaja v cvetovih. Zadnje čase celo govorijo, da ga je do 10-krat več v cvetovih tatarske ajde. Ne. Tatarska ajda, ja. To pač znanstveniki, gledajte, to ugotavljajo. Ne. To je v bistvu, ajda je slovenski ginko. Potem takem. Ja, na mesto ginka. Lete, to smo z mojim kolegom iz farmacevtske fakultete, ko sva sedela svekla leta, ginkovec ljudje ne zmorejo ali ne znajo pripravljati v uporabno obliko. Ja, pa ajdo pa vsak zna skuhati, ne popariti cvet. No, vidite. In imamo v bistvu v Sloveniji tudi stvari, samo treba je znati uporabljati, ampak zato imamo pa vas, ki ste fitoterapeuti, ki vse to poznate in nas potem takole čez daje učite. Poglejte, jaz sem predsednik Društva fitoterapeutov Slovenije. Fitos je rastlina, terapija je zdravljenje. In pripravljamo v bodočnosti univerzitetni študij za fitoterapeute. Če vas zanima. Vse ste mi pred oddajo rekli, Mojce, očitno je potrebno biti tam 60, star, da te začnejo zanimati zelišča in te stvari, ko potrebuješ, ne? Ja, veste kaj, ko smo v delovni dobi, ne, se nimate časa čajčke kuhati, pa uno, pa drugo, ne, pa ste pa v penziji, ne, pa še vrak vas začne loviti v tistih letih, ne, si pa rada imate čas, da si čajčke kuhate, pa tinkture delate, pa, ne, se pravim, pri nas vse sami štimamo naše proizvode. In potem še za ta mlade skrbite, ne? Če bi prišla v našo kuhinjo, bi videla polno flašk, polno čajčkov, vrečk, ne. Že imate tule čajčke, ja, veliko izdelkov imate, vse seveda ne moremo predstaviti, ampak imate pa tudi posebni sirup za otroke in nosečnice. Tukaj je zelo dobro, ne, predvsem za študente in šoloobvezne otroke. Ja, rožmarin normalno nosečnice ne smejo uživati, ne, ker je, ko bi rekel, rastlina, ki lahko povzroči splav, ne. Ja, z rožmarinom so kar veliko odpravljali včasih nosečnost. Res? To nisem prekinili, vedela. Ampak spomin pa je, torej sirup za spomin pa imate za otroke? Ja, pač ni nevarnih snovi not, ne. Torej, to je dobro potem, da uporabljajo, če so tako obremenjeni v šoli, ne, da si tudi lažje zapomnijo, ne? Ampak, a mi poveste, torej, kaj vse
mislim, kaj pa tukaj ni, kaj je tukaj Ni notri? pač vse isto, samo ni pa rožmarina. Ne. Ni pa Ja, rožmarina. ja. A me še samo naučite, torej enkrat. Ker glede na to, da zraven v ceni dobite, ne, tudi torej eterično olje rožmarina. To gre skupaj. To gre skupaj, seveda, ampak vi ga verjetno sami ne pridelujete, ne? Poglejte, zaenkrat ne. Preprosto mi smo, če tako rečem, podjetje, hčerka vodi, prišlo je pa to iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ki sem jaz to ustvaril. Ne? In poglejte, preprosto živimo, nikomu nismo nič dolžni, nam ni nihče nič dolžen. Jasno, za takele, ko bi rekel, za parno destilacijo, Ja. da dobiš eterično olje, treba naprave kupiti, tudi za koncentracijo in zaenkrat nam ne ostane toliko, da bi te stvari kupili brez kredite. Brez kredita. Kreditov se pa bojimo, ko vrak križa, veste, ker koga banke pokopljajo, ne. Vzame, nabav, potem upade prodaja ali pride v družine, kaj narobe in potem firme propadejo, ne. In kar se tega tiče, smo zelo previdni, ne. Kje pa dobite konkretno potem Ja, to je eterično olje? Maharišijeva ajurveda, pravijo, da to njegove nune delajo, ne, dober Mahariši že tako mrtev, ne. To so te, ko bi rekel, te sestre, meditantke, ki skupaj ali fantje, po par sto, ali te punce meditirajo na kriznih področjih. Tam recimo, kjer so vojne, Ja. kjer je zdajle Sirija, to so te božje sestre, jim rečejo. Ja. Poznamo, ampak imajo potem tako ali tako že drugačno energijo, a ne? Tako. In temu pritičajo potem tudi izdelki, ki jih pač delajo z energijo, čeprav gre seveda za podjetje Veste, zadaj. pozitivna energija je zelo dobra, ne? Pomembna, Kot sva ja. glih govorila prej v dobrem imunskem stanju, ne? Ja. Ko bi rekel, ne, morava ločiti odpornost, pa morava ločiti imunost. Kaj je to, ne? Odpornost je posledično stanje Ja. dobro delujočega imunskega sistema. In vam povem, najvažnejše, predvsem potem v starosti, vi imate še dobrega za teh letih, ne? Ampak je to, da imunski sistem dobro deluje. In če to dobro deluje, ljudje praktično tudi karcinom ne bi dobili. Ne? Ampak kaj pa potem naredimo, da si dvignemo odpornost? Kaj je potrebno? Ja, A je to... poskrbimo za dobro delujoč imunski sistem. In to je potem pa odpornost. Imunski sistem nam omogoči, da smo bolj odporni. Razumem. Ali ste potem zaradi tega naredili Jožefovo pasto? Da. Veste, zakaj sem Jožetovo pasto, zakaj smo naredili? Prvič, zakaj pa Slovenci ne bi nekaj dobrega naredili? Zakaj bi vse uvažali? Ne? Pa Ja. se mi smo tukaj neumen narod. Poglejte, mi z Avstrijo ogromno uvažamo, ne? Ja. Čaje, tudi eno in drugo, ne fogla, ne, iz Švice, ampak Avstrijci, mi pa malo izvažamo tega v Avstrijo, ali skoraj nič, ne. To se pravi, in smo rekli, da bomo pa nekaj dobrega naredili, Ja. in smo potem s hčerko rekli, da bomo pa naredili dobro antioksidativno pasto, kajti če, to se pravi, deluje proti oksidaciji, da uničuje tudi proste radikale, tudi dobro deluje na imunski sistem. In smo naredili pasto, v katerega sva dala 13 vrst rastlin, Ja. ne, med drugim tudi Kar- olje črne kumine, noter recimo, potem je šipek, timijan, slive, recimo borovnice, Aloe vera. aloja vera, potem jasno Med. teran, ne. Ja, izvleček terana sem se izvleček naučila. je aparat, ne, in pa črnoplodnata aronija, ki je najmočnejši naravni antioksidant. In z vsega tega, ne pa kurkumo smo dali, potem smo dali rožni koren, rhodeja, to je super za dvig imunskega sistema, ne. Koliko časa je trajalo, da ste v bistvu naredili takšen svoj izdelek, glede na to, da vem, da ste začeli z nekaj sestavinami in potem dodajali, kaj bi še bilo dobro? Poglejte, začeli smo tam z 11 učinkovinami, ki so gor napisane, Ja. potem smo pa še 2 dodali. Rožni koren smo dodali pa olje črne kumine, ker izredno vpliva na zdravje. Rožni koren je za krvna obolenja, recimo na Solčavskem.
Ja. So ga vedno stoletja uporabljali pri krvnih obolenjih, ko še ni bilo, to se pravi, šolske medicine za zdravljenje levkemij, ne. Ja. No, in potem smo tole naredili in moram reči, da ljudje so to pasto vzeli za svojo. To je še vedno naš paradni konj, ne, pri prodaji. Ja. In to je čisto plod našega znanja. Res? Nič ni uvoženo, ne. Ja. Ne. 45 evrov stane zdaj tekom naše oddaje, namesto 49,50, tako da imate priložnost, torej, da si vzamete. Jaz sem si preračunala, glede na to, ne, da imamo to pasto za malo več kot en mesec, prideš na nekaj manj centov od 1 evra na dan. Zdajle, poglejte, kaj se nam bliža? Kaj se nama bliža? Prazniki? Najlepši čas v letu, Božič. Ja. In kaj je lepšega, kot da damo za darilo namesto nekih plastik in podobnih stvari ali pač izdelkov, ne, damo nekomu pasto pa tale sirup za spomin, ne. Ampak, a veste, ne, že včasih si rečeta partnerja med seboj, joj, da mi ne boš kaj kupoval, ker imamo vse. Pa lahko vzamete vsaj to stvar, ne, oziroma Jožefovo pasto, ki dejansko je še koristna, pa še darilce imate, ne. Se veste, tisko je reklama, ne, pa kaj naj kupim, ko pa že vsi vse imajo, ne. Evo, tole pa nimajo vsi, ne. A veste, a lahko samo ekipo prosim, da mi prinese tole pasto, ker jo imam tudi jaz. In jo uživate? Vam bom pokazala, res jo uživam, ne, tako, vsako jutro in vsak večer, hvala lepa. Ja, vsako jutro, vsak večer, eno žličko se pozna in je res izvrstnega okusa. Mislim, glede na to, kaj je notri in da bojda je olje črne kumine tudi ni dobrega okusa, če bi ga samo uživali. Med je noter, ne, ekološki med je. Dejansko so vse tukaj ekološki proizvodi. Tudi naši čaj, mi imamo preko 250 izdelkov plavica naših. In vse je ekološko. Pač je dosti draže, ne, če tudi kupimo kaj ekološkega, ne, ampak pač med. Jaz sem sicer čebelaril par let, potem sem imel pa rob, so mi pa druge čebele moje pobile, ne, tako da zdaj že ne 2 leti nimam, ampak pač med pa kupimo, ne, tudi. Ja, ampak torej, Jožefovo pasto lahko gledalci uporabljajo ne samo preventivno, ampak za kakšne stvari je vse dobra? Poglejte, imamo bolnika, ki ima raka. Jaz nikoli ne rečem, da pasta zdravi rakata, ne. Ampak podaljšuje življenje, ker z rakom se bori celoten organizem, ne. In ta pasta okrepi človeka, da se lažje bori s to boleznijo. Torej, poleg vseh zdravil, ki jih jemlje, ni nobenega problema? Ne, nima, recimo, gre skupaj s sintezo. Prav. Sintetičnimi zdravili. Ja. Potem še uporabljamo, torej, za odpornost. Za dvig odpornosti, bolj spimo, recimo, smejimo se cel dan, jasno, ker je teran noter, potem vpliva na prebavo, ker je veliko vlaknin, to se pravi, lažje se in lepo se otrebimo, ne, če rečem po domače. Potem noter je brusnica, brusnica, vemo, da se danes v vrsi čaj redko uporablja, ker so pač odkrile na eterične v oljih neke škodljive snovi in pač se uporablja za zdravljenje sečil brusnica, no, ker so pa te, se veste, da so te bakterije postale rezistentne, odporne na antibiotike, smo pri nas tudi naredili eno čudovito tinkturo JM412, ki neverjetno vpliva na zdravljenje sečil. Prehitro ste mi povedali, kakšno tinkturo? JM412. Veste, kaj pomeni JM? Ja, vaše ime in priimek. Tako, Jože Majes. Pa sem blond, evo, pa sem pokapirala. A se pa ti lete. Malce šale. Ampak dejva zdaj, torej, če sva pri tej Jožefovi pasti. V času oddaje ste tudi naj bili pripravljeni znižati ceno, za kar se tudi zahvaljujem, da imajo naši gledalci tudi kaj lahko bolj ugodno kot pa po redni ceni. Torej, 45 evrov je zdaj na voljo časa oddaje in seveda tudi tekom drugega dela, ko bo z vami Teodora. In potem imamo tale sirup za spomin, ki zraven pritiče še torej eterično olje rožmarina. Za čas oddaje je 29,90 €. Veste, kaj pomeni beseda rožmarin? Niste bila v Dalmaciji ali po Grčiji. Rosa morja.
Ros, marin, ne, marin je morje, ne. Aha. No, ampak vem, da imate radi Dalmacijo oziroma morje, tako da še kako zelo. Spominček, a mi poveste, koliko časa ga morajo gledalci uporabljati, da pač vidijo, kje je rezultat? Ali to gre za daljše obdobje, ali ne vem, koliko stekleničk bi jim prav prišlo? Poglejte, jaz sem zelo realističen, to se pravi, nisem zdaj za to samo, da bom rekel, zdaj pa kupite vse, ne. To se pije po 3 jušne žlice na dan. 3 jušne žlice na dan? Ja, potem se, smo rekli, inhalira eterično olje, to gre skupaj in se recimo ena steklenička porabi, potem pa damo kak teden ali pa 14 dni mir, pa zopet pijemo, ne. In ko vidimo, da se, dejansko se spomin zboljša s tem, ne, potem nekaj časa, dokler se dobro spomnimo, damo mir, ko pa začne pešati, pa spet, ne. Aha. Tako. Ja, seveda, ste sami preomenili, ne, da tudi v bistvu z obdobjem, ki prihaja, ne, zna spomin pešati, pa si priznamo ali ne, ne. Ja, saj, poglejte, je vrag, ne, včasih očala iščemo, pa jih imamo na očeh, ne, zdaj pa poglejte, saj spomin, to se pravi intenzivna izguba spomina, lahko pomeni tudi Alzheimerjevo bolezen, ne, to se pravi, da se začne. Čeprav Alzheimer nastaja v človeku 15 let, preden sploh mi ugotovimo, da nam začne propadati to živčevje na možganih, ne. In zaenkrat za Alzheimerja ni zdravila, to ni, ne, ampak, ko bi rekel, tole le izboljša, da šele se čim dalje spominjamo, ne. Aha, ja, preventivno v bistvu lahko jemljamo, ne. Ja, drugače pa lejte, kaj za spomin. Morate se zapomniti svojo številko mobitela, moževo, mamino, očetino, od otrok, svoj žiroračun, pine, vse za telefone, ko bi rekel, M-šo, ne, in če to vsak dan trenirate, ne, ker možgane je treba trenirati, kot vsako stvar, ne. Ja. Torej, če samo lahko omenim tudi vaše telefonske številke, glede na to, da lahko našega gosta, gospoda Majesa, tudi pokličete, ga kaj povprašate, tako da to sta 070 678 142 in pa 031 304 970. In v času oddaje imate torej tale sirup spominček, tako za odrasle kot za otroke v akcijski ceni. Gre seveda za 29,90 € namesto skoraj 33 € in potem imamo še tole vašo življenjsko Jožefovo pasto, ki pa je zdaj 45 €. Še enkrat pravim, ne, ta pasta se je tako preventivno po 2 žlički na dan čajni, kurativno 3 in to vse skupaj tam mesec pa 10-15 dni, za toliko časa imamo eno, ne. Ja, pa včasih pozabiš zvečer, tako kot sem pri sebi videla, ne. Zato je pa treba, ne. Še spomin. Na vrata se je treba napisati, ne, jaz tudi glino pijem zdajle vsako jutro za čiščenje. Sem glih v tem ciklu 21 dni, oba ženo, ne. In zdaj pa, kar sem vam naštel, kaj zjutraj naredim, ne, Madonca mora spomin kar dobro delati, ne. In zato si lahko, komu pa spomin slabše dela, ne, pa vzame list format A3, ne, ta iz bloka ga da na vrata in napiše To. Micka, glina, ne vem, Jožefova Jožetova pasta, sirup za spomin. sirup, česen, ne, pa še kaj za jedva, ne, in Jaz sem vedela, da nama bo časa zmanjkalo, priznam, da sem bila na začetku kar malce napeta, kako bova v pol ure spravila vse, ker bi rada toliko povedala. Govorili ste danes o rožmarinu, kako dobro deluje, o cvetovih, ajde, a ne, potem o sami Jožefovi pasti, črni kumini. Do čajev še sploh prišla nisva, se opravičujem. Naj samo ponovim, da ni lepšega kot zdajle božična darila, novoletna, recimo, da date nekomu pasto, potem tale sirup, ne. Ja. Torej partnerju, ne, namesto da razmišljate, kaj bi mu dali, pa da ne pridete potem do čokolata, ne, ker že na koncu mogoče ne veste. Nogavice mogoče še pritičejo. Imate zdaj torej na voljo tudi v času drugega dela oddaje, torej sirup spominček. Upam, da potem kakšen partner ne bo jezen. Kaj pa si mi to prinesla?
Je pa sigurno tole bolj zdravo kot kakšna čokolada. Ne? Sej, zato sem rekla Jožefova pasta, tako da imate jo za 45 evrov, potem pa je še zraven in eterično olje rožmarina, pa sirup spominček za 29,90 evrov. Telefonske številke ste imeli izpisane na zaslonu. Sicer pa vam želimo vse dobro, ne? Pa tudi, da bi imeli dobro odpornost tudi s pomočjo No, pa čez 30 let mi boste povedala, kako vam spomin dela. Ja, se vidiva. Da bi se lep. Lep pozdrav predajam vam Teodoro.